19.9.14 po kristjanskem koledarju 2014, ura je približno 16:05. Tož direkt, tokratna tema: življenje. Spoštovano občestvo, na današnji datum obeležujem 13. obletnico diplome, v kateri sem se lotil zanimive in zahtevne tematike s naslovom Faustovska ljubezen v Goethejevem Faustu 1. In ko tako vidim, je bila takrat odločitev za dokaj težko snov pravilna, saj nek študij mora v človeku povzročiti to, da znanje, ki ga pri tem pridobi, lahko v življenju potem tudi uporabi. Ne študirajmo zaradi papirja, ampak zaradi znanja, ki ga potem lahko apliciramo skozi oziroma na dejavnostih. No, in ko sem pri tem, faustovska tematika, pak s hudičem iskati resnico v življenju, se zavedati, da v določenih okoliščinah lahko mnogo veš, pa dejansko ne veš, tako kot se Faust to na začetku vpraša, sedaj seveda poenostavljeno povedano. In tako se lahko vprašamo tudi na tem čudovitem delu naše države, ki je v oziru geografskega, če smo že v faustološki smeri, tistega, kar je Bog ustvaril, čudovita. In potem je vprašanje, zakaj nas na sociološki plati non-stop preganja ta pakt s hudičem. Zakaj tako lepa država, oziroma zakaj tako lepa dežela ne more biti tudi čudovita država, kajti dežela seveda še ni država. In ko smo že pri tem, majhen je ta razkorak med Faustom in Mefistom, če uporabim danes to primerjavo, in apeliram na slovenstvo, da se od Mefista obrnemo bolj v smeri iskanja in udejanjanja resnice, kot pa tistega načela, če ga prevedem sedaj prosto tule ob morju: kar obstaja, naj propade ali razpade. To ni prava življenjska filozofija in naj nam bo vodilo zdravo razumska etika in morala, in potem bo dejansko življenje lepo, človeka življenja vredno in ne nazadnje tudi bogato. Kajti v preteklih nekaj letih narašča revščina, tako materialna kot duhovna in intelektualna. Jaz po Sloveniji mnogo potujem in vam povem, da kar boli videti, da nekatera področja iz leta v leto vidno nazadujejo in propadejo. In imamo zadosti intelektualne in mentalne substance to preprečiti in obnoviti. Zato naj bo danes simbolično eden od tistih dni, ko se pa to res globalno aktivira. Življenje je vredno, Slovenija v parafrazi pomeni deželo življenja, kjer sla prehaja v vene, torej v krvi imamo voljo po življenju, in sedaj to cenimo in življenje živimo.